Aktualni svetovni prvaki v košarki gluhih 3x3 v sestavi Mihe Zupana, Mihe Jakovčiča, Jana Orešnika in Jaka Markoviča so na novinarsko konferenco Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja prišli z zlatimi medaljami okoli vratu in pokalom z nedavnega svetovnega prvenstva. Všeč, da sem prvi debitant v reprezentanci. Jaz sem zelo vesel, da sem jaz lahko pristopil za prvi reprezentanc. Hvala res, gospod trener Saša Lukić. Res sem vesel, da sem z vami ekipi za gluhi. Tako sem vesel in mi smo bili prvo mesto za gluhi Slovenijo proti Ukrajino. Sem bil zelo všeč. Košarka 3x3, kot vem, je nova disciplina. Prišla je kot meteor iz neba. Ko smo zvedeli tik pred zdajci na Zvezi za šport, strani Zveze gluhih, da se boste udeležili svetovnega prvenstva. Zato ne verjamem, kako je država v tem pogledu pripravljena sodelovati na tem področju, ki je seveda urejeno z zakonom.
kajti, kot vem, ni še olimpijska disciplina gluhih, kakor tudi ni še bila do sedaj košarka 3x3 na vozičkih paraolimpijska disciplina. Košarkarji so prinesli zlato medaljo in po zakonu o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, ki je leta 2021 začel veljati za dobitnike medalj na svetovnih prvenstvih, glede na 3. člen pravica do dodatka k pokojnini pripada tudi gluhim košarkarjem. Košarka 3x3 je izjemno priljubljena in zanimiva športna panoga, saj so tekme hitre, kratke in nepredvidljive, zato je prihodnost gluhih košarkarjev 3x3 z izjemnim zlatim rezultatom svetla. Kljub temu, da imajo slovenski gluhi košarkarji že utečeno košarko 5x5. Košarka 3x3 ima perspektivo za prihodnost, kar so naši košarkarji dokazali z izjemnimi rezultati. Glede pravice do nagrade in kategorizacije pa je na potezi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da v 30 dneh od vložitve predloga za nagrado sporoči, ali bodo zlati gluhi košarkarji upravičeni do finančne nagrade za nedavni uspeh.